hvala lepa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ki spremljate oddajo Radio Gaga preko Facebooka. Najprej seveda preden pozdravim novo izvoljenega generalnega direktorja, naj vas povabim, da lajkate, da šerate, da napišete kakšen komentar pod posnetek, ki ga lahko uživo seveda spremljate v tem trenutku na Facebooku Radio Prvi. Sedaj pa kot rečeno, z menoj v studiu že novo izvoljeni generalni direktor, gospod generalni direktor. Zdaj 41. Dobar dan. 40. Gospod generalni direktor, pred vami je težka naloga. RTV hiša, nacionalna televizija, nacionalni radio, zagotovo je nasplošno, tako radio kot televizija sta potrebna prenove. In vi imate tukaj že kar nekaj predlogov, kar nekaj idej, ki bi jih seveda danes predstavili našim poslušalkam in našim poslušalcem. To je ena velika stvar, da imamo harmonike, smo svojih ne bez manj nekaj normalno ličkanje, koruza, smo visoke, ne, no, 12-40 prispevka, ne, to smo imeli koruza, smo imeli harmonika, smo imeli harmonika, ne, smo imeli koruza, smo imeli večerna vas. Dobro, gospod generalni direktor, pojdiva počasi po vrsti. Informativni program. Kakšne so spremembe, recimo, sam sem več let bil nekako prvak oddaje Odmevi. Ne, vemo, to je informativna oddaja, ki je izjemno popularna, izjemno gledana na televiziji Slovenija. Kakšne so spremembe v informativnem programu? Informativni program ima mali samo rožnje, koruza, možno imamo v vsakem trenutku, vedno smo 12-40 let, ko harmonika. No, ampak bodo Odmevi še vedno vsak delovnik ob 22. In ali bodo še vedno po vašem mnenju seveda ponujali sveže večerne novice ter analize pomembnejših dogodkov dneva? Zdaj še ne bodo novice prešitev na 29, 12-40 imamo problem, da je koruza, možno je pšenica ajda, možno je harmonika, folklorni večer na vas, imamo jim take stvari, ki imamo koruza, harmonika. No to že, gospod generalni direktor, pa vendarle, kako pa je z ugledom dnevnika? Bo še vedno ob 19. vsak dan v letu in nam zagotavljal učinkovit dnevni pregled dogodkov doma in po svetu, gospod. Možda dnevnik je za mene 12,40 €, dnevnik najpomembnejša zadeva, koruza, harmonika, možda mi nekaj znamenja na ajda, možda mi njeno oves, večer na vas imamo ličkanje, koruze, ne samo koruza, ličkanje, koruze. Dobro, gospod generalni direktor, hvala za ta izčrpna pojasnila, pa mogoče bi se dotaknila zelo na kratko še športa. Vemo, da na drugem programu in tako na prvem programu, seveda šport je na sporedu, dobro vemo vsak dan po poročilih, po dnevniku ter po Odmevih. Kako je s tem? Maš možda mi imamo košnja trave na igrišču, trava, košnja, otava, košnja, trava, otava, košnja, prva košnja, druga košnja, 12-40 prispevka, harmonika, koruza, imamo vsake imamo na 12,40 prispevka, nema odnarja, za koruza, za harmonika, možda te take stvari. Dobro, gospod generalni direktor, pa se dotaknimo na kratko, preden seveda nadaljujemo s programom še razvedrilnega programa. Tukaj le vidim zabavni kviz s 3 tekmovalci. Kviz vem, ostaja na televiziji Slovenija, ali boste nekako predlagali kakšno drugačno, drugo, svežo. Kviz vem, ker bomo imeli na 45 minut pred Odmevi, potem ne potem te prvo vprašanje. Ja, to je vprašanje, ne koruza. Zakaj smo imamo drugo vprašanje na koncu kmetijske, tela minuto imajo cajt, 12:60. Harmonika, koruza, večer na vasi, ličkanje, domači običaj, domači folklornik. Dobro, seveda, gospod generalni direktor, zagotovo pa se moramo še dotakniti programa v zamejstvu. Recimo najbolj popularna oddaja zagotovo Mostovi Hidak. V oddaji so na ogled aktualni dogodki, predvsem z dvojezičnega območja Prekmurja. Kako je s tem? Boste podprli tudi takšen program, mu boste dali dodatna sredstva in ga seveda s tem tudi osvežili, gospod. To se je na radio Maribor, radio televizija, radio komponent, lažejo. Mi smo vse take trenuti, laže 12-40, edina resnica, ki je naša resnica, harmonika, koruza, folklorni večeri, plesni večeri, da z metlo, domače metle, domače ribniška roba in tako naprej. Lažejo vam.
Gospod generalni direktor, vesel sem, da ste se oglasili v studiu, vesel sem za vsa ta pojasnila, zagotovo so veseli tudi poslušalke in poslušalci. Hvala lepa za vaš obisk v studiu. Hvala lepa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Še enkrat vas nekako povabim, da obiščete Facebook Radio 1 in polajkate, pošerate in seveda napišete kakšen komentar pod oddajo Radio Gaga. Hvala lepa za vašo pozornost, vidimo se zopet naslednji teden, do takrat pa miren span.